Menedžment kompetenc vključuje aktivnosti menedžmenta človeških virov, s katerimi se kompetence v podjetju razvija in implementira. Cilj tovrstnih aktivnosti so uspešni zaposleni ter preko tega uresničevanje poslanstva in ciljev podjetja. Kaj torej velja početi v podjetju v smislu menedžmenta kompetenc? Gre za prepoznavanje ustreznih kompetenc, ki bi jih bilo potrebno v podjetju imeti, za njihovo pridobivanje, za nadaljnje razvijanje kompetenc, saj se zahtevnost poslovnega okolja neprenehoma povečuje, za spremljanje in ocenjevanje obstoječih kompetenc v podjetju, saj vemo, da če želimo nekaj menedžirati, je to potrebno meriti, ter seveda nagrajevanje ustreznih kompetenc, kar zagotavlja ustreznost njihovega nadaljnjega razvoja. Najprej nekaj besed o prepoznavanju potrebnih kompetenc. Gre za zahteven proces, v katerega velja vključiti čim širši krog vodstva in strokovnjakov iz podjetja. Kot možne metode za prepoznavanje potrebnih kompetenc lahko naštejemo metode, kot so mrežni repertoar, angleško se to imenuje Rep Grid, pri katerem med sabo primerjamo vedenje najboljših, povprečnih in najslabših zaposlenih, ter tako prepoznamo, v čem se le-ti razlikujejo. Analiza kritičnih dogodkov, pri kateri na podlagi analize konteksta dogodka, vedenja posameznikov ter rezultatov tega vedenja prepoznavamo pomembne kompetence. Vprašalnike o kompetencah ter dnevnike, ki sprašujejo po tem, kaj so posamezniki delali in kakšne kompetence so za to potrebovali. Benchmarking, pri katerem podjetje ali oddelek primerja svoje prakse s praksami drugih in podobno. Postopke prepoznavanja kompetenc lahko izvajamo s pomočjo delavnic, opazovanjem, intervjuji, z letnimi razgovori, analizo strateških dokumentov in podobno, pri čemer skušamo identificirati pričakovane lastnosti posameznikov ter lastnosti ključnih strokovnjakov in odličnih delavcev. Kompetence se neposredno uporabljajo v okviru menedžmenta uspešnosti oziroma procesa ugotavljanja delovne uspešnosti. Z angleško to imenujemo performance appraisal. Uporaba lahko temelji na tako imenovanem kompetenčnem profilu. Slednjega v svoji predstavitvi, dostopni v e-učilnici, Suzana Štular opredeljuje kot kombinacijo znanja, veščin, osebnostnih lastnosti in sposobnosti, ki so ključne za uspeh na določenem delovnem mestu. Poleg seznama ključnih kompetenc delovnega mesta vsebuje tudi njihov opis, oceno zahtevane razvitosti, lahko tudi pomembnosti posamezne kompetence za neko delovno mesto. Poleg tega vsebuje tudi omembo ravni kompetenčnega profila, torej ali gre za splošni kompetenčni profil za posamezno skupino delovnih mest, na primer splošni kompetenčni profil za vodje, ali pa za kompetenčni profil specifičnega delovnega mesta. Kompetenčni profili omogočajo izvajanje stalnega spremljanja zaposlenih in njihovega razvoja skozi letne razgovore, redne sestanke, interno komuniciranje in usposabljanje. Ocenjevanje kompetenc se izvaja v procesu ugotavljanja delovne uspešnosti. To ni preprosto pravilo, saj so kompetence, kar smo že omenili, precej nejasen in težko merljiv koncept. Možna rešitev so tako imenovani deskriptorji v obliki primerov želenega in ali neželenega vedenja. Dober primer takšnega pristopa je na voljo v e-učilnici v datoteki Ocenjevanje kompetenc, primer. Ta primer podaja zelo dobro strukturiran kompetenčni profil z dodanimi deskriptorji kompetenc. Kompetence zaposlenih lahko v podjetjih ocenjujejo s pomočjo ustreznih vprašalnikov, ocenjevanja, kot je na primer 360-stopinjska povratna informacija, s pomočjo samoocenjevanja, ocenjevalnih centrov in podobno. Kompetence oziroma kompetenčne profile lahko v podjetjih koristno uporabljamo tudi pri zaposlovanju in selekciji novih kadrov. Ker smo ljudje subjektivna bitja, podvržena trenutnim čustvenim vplivom,
Jasno zapisane kompetence in kompetenčni profili povečujejo možnosti za večjo zanesljivost ocen primernosti posameznikov za določeno delovno mesto. Zmanjšujejo možnosti nepremišljenih zaposlitvenih odločitev, poleg tega pa zagotavljajo večjo skladnost znanja, spretnosti in drugih človekovih značilnosti z zahtevami delovnega mesta. Pri zaposlovanju in selekciji se lahko ugotavljanje primernosti kompetenc kandidatov vključi v mnoge tehnike zaposlovanja, na primer v prijavne obrazce, izvedbo intervjujev, testiranja, uporabo zunanjih ocenjevalnih centrov, angleško temu rečemo assessment centri in podobno. Kompetence lahko igrajo pomembno vlogo tudi pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji usposabljanj in drugih razvojnih aktivnostih. Usposabljanja in razvoj podjetja ne smejo snovati le na trenutnih, kratkoročnih poslovnih potrebah, temveč tudi na dolgoročnejših usmeritvah, ki se lahko pravzaprav snujejo prav na osnovi pravilno oblikovanih kompetenčnih modelov in z upoštevanjem ne samo poslanstev in obstoječih vrednot, temveč tudi organizacijskih vizij. O načrtovanju in evalvaciji usposabljanj bomo govorili kasneje, na tem mestu pa naj spomnim na model rezultat aktivnosti kompetence, ki temelji na ideji načrtovanja in postavljanja med seboj vzročno-posledično povezanih razvojnih ciljev na vseh treh ravneh, torej tudi na ravni kompetenc. Torej v smislu, če imam ustrezno znanje in spretnosti, bom lahko izvajal prave aktivnosti, in če bom izvajal prave aktivnosti, bom dosegel načrtovan rezultat.